Pozdravljeni! Dobrodošli v drugi epizodi podcasta Digitalno izobraževanje. Z vami sem Rok Gumzej, strokovni sodelavec centra Logout. In v današnji epizodi bomo raziskali svet digitalnega izobraževanja v šolskih klopeh. Dotaknili se bomo koristne rabe digitalnih naprav pri poučevanju, izzivov, s katerimi se pri tem soočajo učitelji, ter pomena digitalne pismenosti in varnosti za današnje otroke. Z nami sta danes prav posebna gosta. Nina Jelen, učiteljica osnovne šole Ivana Skvarče, dobitnica nagrade Najučiteljica leta 2021 in predstavnica Slovenije na Global Teacher Prize. Pisateljica pesmi in zbirateljica idej za pouk, ki jih pa najdete na njeni spletni strani Ninarije. Z nami pa je tudi dr. Uroš Ocepek, profesor Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, je najučitelj leta 2022 in lanski predstavnik Global Teacher Prize, kjer je prišel med 50 najboljših učiteljev na svetu. Med svojimi dijaki je znan tudi pod vzdevkom Dr. Uki, svoje izkušnje in raznolike projekte pa deli velikokrat na spletu v obliki videoposnetkov in objav na družbenih omrežjih. Pozdravljena! Živa. Pa da začnemo kar z digitalnim izobraževanjem, mogoče da imamo malo boljšo predstavo, kaj to pomeni konkretno. Imate začetek mogoče kak zanimiv primer, kjer sta sama s pomočjo vnosa tehnologije v razred učencem kako določeno snov prikazala na nek zanimiv način? Mi smo zdaj ravno obravnavali Dinarsko-Kraške pokrajine. Obravnavali smo jih tako, jaz učim v 5. razredu, obravnavali smo jih pa tako, da sem najprej recimo postavila nekakšno jamo v razredu, to je pomenilo, da sem neke rjuhe dala čez klopi, to je potem predstavljalo jamo. Učenci so jo pa potem raziskovali s pomočjo recimo tablice, so raziskovali vse, kar vedo o jamah, potem so si zavezali oči in se podali v to jamo. Potem sem pripravila učno pot s pomočjo aplikacije Goose Chase. Ta aplikacija jih je vodila v bistvu po celi šoli. Po celi šoli so morali iskati neke stvari, ki so bile povezane z Dinarsko-Kraško pokrajino. Recimo, morali so nadlegovati kuharice v kuhinji, ker so one imele kuhalnice in oni so se naučili, da je to pač suha roba, ne. Potem smo še recimo igrali Minecraft, kjer smo v tistem creative svetu postavili to Dinarsko-Kraško pokrajino. Tako da smo se učili res na en tak drugačen, zanimiv način s pomočjo tehnologije, ampak tudi z raziskovanjem in je bilo zelo fajn. Učim na tehniški šoli, 4-letni program tehnika računalništva, tako da mi že dejansko moramo delati s tehnologijo, da programiramo naprave. Mogoče pa izpostavil, da dajemo dijakom priložnost, da uporabljajo tehnologijo, ki je danes popularna, ki danes nekako pride ven in recimo kot primer lahko navedem slikanje z mislimi, kjer smo imeli kapo z 8 elektrodami, seveda potem si vi zamislite neko kretnjo na tej digitalni tipkovnici in potem lahko z mislimi slikate na digitalno platno. Pa seveda tudi delamo z umetno inteligenco od napovedi za Eurosonga, pa trenutno smo naredili tudi družabno igro na temo Pokemonov, nekaj podobnega, vendar da se učijo kemijo, tako da morate poznati bitja, seveda njihove elemente, da potem združite v mogočne zveri, ki so pa to spojine. To je veliko torej nekih primerov konkretne rabe že tehnologije v šolskih klopeh. Kje vidite mogoče prednost tovršnega vnašanja tehnologije v poučevanje? Kako lahko to mogoče izboljša neki pouk, potek, učenje? Jaz mislim, da si recimo tehnologija včasih pomaga, da si učenci bolj predstavljajo snov, da se jo lažje učijo, včasih je namenjena temu, da raziskujejo, včasih je res temu, da se tudi naučijo uporabljati tehnologijo, ker recimo, če si mi predstavljamo, da kako lahko je iskati po Googlu ali pač po internetnih straneh, to se kakor ni lahko. Ko sem jim recimo tudi v povezavi Dinarsko-Kraško pokrajino dala nalogo, da morajo načrtovati izlet tja, so morali poiskati podatke, koliko stane vstopnina za, Postojnsko jamo ali pa koliko stane avtobus. To jim je bilo res zelo težko poiskati. Tako da včasih za takšne stvari, včasih pa res za motivacijo ali pa tudi za zabavo kdaj. Torej, da ni samo to, kako to za neke učenje, ampak tudi, ker bomo sami enega dne uporabniki spleta, ki bomo rabili stopnice za jame kupiti preko spleta. Zakaj se mogoče malo tudi tu zdi, da pa to nekaj, kar otroci morajo poznati nekako uporabo digitalnih naprav v današnjem svetu?
Ja, svet se razvija, tehnologija je tu, zdaj če jo želimo ali pa ne, ampak tehnologijo lahko uporabimo v res dobre namene in zadnjič smo imeli eno tako fajno konferenco, no, v glavnem zaključili smo nekako z mislijo, da tisti učenci, ki bodo znali uporabljati tehnologijo in bodo tudi nekako imeli malo bolj prednost v svetu, a ne, zato ker bodo uporabniki, ki bojo imeli mogoče malo več znanja kot tisti, ki tega znanja ne bojo imeli. Svet pa se razvija tako, da jo morajo znati uporabljati. No? Zdaj, mogoče včasih se nam zdi, da uporaba tehnologije lahko mogoče malo nas vleče na razen, neko distanco med nami postavi. Kako pa bi tu rekla, da pa tehnologija lahko vseeno spodbuja neko sodelovalno učenje, neko interakcijo med učenci? Ja, v bistvu zdi se mi pomembno, da dijaki se naučijo sodelovalnega dela ne samo v razredu, ampak tudi preko naprav ravno s tem vidikom, ker recimo, če izobražujem za program tehnika računalništva, zagotovo en delež dijakov bo, ko bo seveda diplomiralo in maturiralo, delalo kot freelancer, kar pomeni, da delajo nadaljavo, kar pomeni, da morajo znati seveda uporabljati tehnologijo, pa hkrati, da se zavedajo vseh pasti, vseh nekih odgovornosti, pa navsezadnje tudi organizacije, ki je pač zelo pomembna. In danes tudi sam opažam kot učitelj, da imajo ravno tu probleme, organizacija in odgovornost. Mogoče tudi, kaj to pomaga malo pri motivaciji učencev danes? A tehnologija? Ja. Ja, tudi, a ne, imajo radi to, čeprav jaz mislim včasih, da je to tako, kadar omenimo, da v razredu ali pa v šoli uporabljamo tehnologijo, včasih ljudje, ker malo skočijo po konci, zdaj so pa samo na napravah, a ne, ampak to se nekako loči od tega. Učenci v šoli niso zdaj na napravah zato, da bodo igrali igrice pa se ob tem zabavali, ampak veliko krat imajo naprave zato, da delajo, da se učijo, da je ta bolj namena, ne? Da v bistvu tehnologija zasleduje šolske cilje. Nimamo zdaj zato, da bomo mi tam si krajšali čas s socialnimi omrežji in s takimi stvarmi. Tako da, ja, Uroš. Ja, želel sem, da ravno to dopolnite, da mnogokrat ljudje mislijo, da je to samo zamenjava za neko analogno različico poučevanja. Recimo, kot nekoč smo pisali na zeleno tablo, potem je še bela tabla, ne? Pa grafoskop, za grafoskopom smo dobili projektor in tako naprej, ampak v resnici, da je res, kot Nina pri svojem delu in v mojem primeru, da mi to res upravimo kot dodana vrednost pouku, ne pa samo neka zamenjava in samo zgolj motivacija. Malo sta se je že bilo omenjeno, ne, torej mogoče ta digitalna pismenost, torej tudi učenje tega, kako komunicirati na spletu, kako se zavarovati, torej varnost je bila omenjena, tudi na koncu, kako rešujemo neke tehnične težave, ko do njih pridemo v nekem digitalnem svetu. Kako pomembna se vam zdi tudi to, da digitalno pismenost razvijajo, da je to tudi spodbujano v razredu? Ja, absolutno je to zelo pomembno. Navsezadnje tudi Evropska komisija je dala že kar nekaj let nazaj ta dokument in nekako žuga proti nam, da bi morali mi opremiti ne samo učence, ampak vse državljane Slovenije, ker to je mišljeno za celotno Evropsko unijo. In zato so kompetence, ki segajo tako varno rabo tehnologije, kot neke vrste aktivno državljanstvo na področju tehnologije in tako naprej. In če teh veščin mi ne opremimo naše otroke, potem niti ne more konkurirati na trgu dela. In ker vemo, da naši dijaki in učenci se bodo zaposlili v Sloveniji in zunaj nje, potem moramo poskrbeti, da bojo naši dijaki in naša mladina primerljiva tudi s sosedom. Ja, pa še tako je, ne? Če ti v razredu uporabljaš tehnologijo, lahko tudi učiš o tehnologiji. Tako da to gre nekako z roko v roki. Torej, da je tu nekaj znanega, potem nekaj, kjer tudi se lahko potem obrnejo na učitelja, če se tu naletijo na kako težavo, dilemo in tako dalje v tem nekem digitalnem okolju. Kako pa potem mogoče imate kakšne načine, pristope, kako pa konkretno se otroci lahko tu neke digitalne pismenosti učijo? Mi imamo ravno zdaj en tak super projekt o škodljivih komentarjih na spletu, kamor sem vključila tudi uporabo digitalnih pripomočkov. Naprimer, spoznavali smo te škodljive komentarje, najprej sem jim za uvodno motivacijo nekako pripravila tako podobno neko učno pot, na kateri so postali influencerji in so se mogli fotografirati in tako. Se to je vse ostalo pri meni, seveda nikamo ni šlo. In potem so dobili ene komentarje, ki so bili zelo dobri, eni so bili zelo slabi, tako da so to okusili na lastni koži. Potem sem jim s pomočjo H5P programa pripravila neko zgodbico, kjer so se mogli odločati, kako bojo ravnali, tako kot se v resničnem svetu odločajo. Potem smo imeli pa skupaj sestanek s starši,
in smo starši preko neke metode, ki se reče design thinking, v bistvu smo mogli risati rešitve, kako bi mi zmanjšali te škodljive komentarje na spletu. In so tudi starši mogli pri tem sodelovati, tako da so risali rešitve in jih na koncu še z Lego kockami sestavljali. Tako da je bil en tak zelo zanimiv primer. Potem smo pa še, ko smo dobili neke rešitve, vprašali ChatGPT, kaj si misli o tem. Recimo ena naša rešitev je bila, da bi mi kar ukinuli spletne komentarje, ne? Ker potem tudi škodljivih komentarjev ne bi bilo. In je potem umetna inteligenca nam povedala, da to pa mogoče ne bi bilo fajn, ker potem pa ni svobode govora in teh stvari. Ne? Tako da smo šli potem v drugo stran in smo se odločili, da bomo naredili eno tako veliko promocijo proti škodljivim komentarjem. Tako da smo v bistvu z uporabo tehnologije, digitalnih pripomočkov in z nekim sodelovalnim delom se učili tudi o tem, kako je prav, da se na spletu obnašamo. Tudi mogoče pol malo varnost na spletu se tudi to naslavlja? Ja, absolutno. Zdi se pač pomembno prvič, da so previdni. Pa hkrati je recimo en primer iz mojega vidika, kjer sem dal dijakom učno snov in sicer o prvem računalniku Elektrinikonu Z1. In seveda so dijaki to prepisali in dobili domačo nalogo, da morajo nekaj več izvedeti o tem računalniku in potem naj me presenetijo naslednjo uro z zanimivostjo. In seveda dijaki domače naloge niso naredili, kljub temu, da so se nekako izmislili, da so preverili in da je vse res. V resnici pa je bil računalnik izmišljen s pomočjo umetne inteligence, tudi slika, ki je bila zraven in so bili dijaki v šoku, zakaj morajo sedaj prečrtati učno snov, ki so jo 1 minuto prepisovali v zvezek. Ampak tudi to je lekcija, da so previdni. Navsezadnje smo v času, ko je manipulacija na zelo visokem nivoju. Ja. Torej, da se v bistvu z uporabo tega tudi konkretni primer poda, kjer je neka lažna informacija v bistvu predstavljena kot resnična, ne? Ja. Na svoji lastni koži to občutijo. Zdaj malo so torej že omenili te koristi, lahko se naslavlja torej neka varnost na spletu, motivacijo malo pomaga, lahko tudi pritegne tudi kako sodelovalno učenje lahko skozi to izvedemo. Kje pa mogoče malo vidite ene pomisleke, ene izzive tega in pa mogoče kako bi jih sama dva že se spopadata z njimi, vnašanja torej tehnologije v šolske klopi? Ja, v bistvu samo opažam, da dijaki v mojem delu uporabljajo tehnologijo za bližnjico do rešitve, za domače naloge, tudi pri ustvarjanju. Nimajo pa kritične rabe oziroma kritičnega razmišljanja v smislu, da če uporabljajo velike jezikovne modele, da preverijo, ali to dejansko smiselni odgovor je sploh uporaben. Hkrati pa, da bi jim pokazal, da če več veš, več veljaš ravno z tega vidika, ker potem lahko tehnologijo uporabi za kreativnost na katerem koli področju. In tudi sam recimo dajem projekte, ki se povezujemo s kemijo, likovno umetnostjo, biologijo, matematiko, zgodovino, kljub temu, da dijakom ti predmeti ne dišijo, ampak ravno s tem pokažem, da oni lahko računalništvo vnesejo v ta področja in so močni in uspešni. In s tem, ker imajo široko znanje, potem lahko delajo tudi uspešne zgodbe. Ja, srečuješ se s kakšnimi izzivi, tudi mogoče včasih se sprašuješ, kako bodo starši sprejeli, če uporabljaš telefon pri pouku, ampak nekako moje izkušnje so, da če staršem razložiš, če jim poveš, kaj boš z njimi počel, pa zakaj boš to počel, na kakšen način in mogoče tudi kdaj predstaviš vse, kaj smo počeli, ne vem, tako kot smo jih mi zdaj na roditeljski sestanek povabili in so bili del tega, se mi zdi, da potem tudi starši vidijo, da v bistvu delaš dobro, no? da je uporaba tehnologije osmišljena. Torej, da se tudi njim v bistvu približa to, da ni to nekaj tam neznanega, ampak nekaj, kar je znano in se lahko uporabi kot neko orodje. Zdaj kot nekdo, ki je tudi strokovni sodelavec centra Logout, moram zdaj tudi to temo z vama nasloviti. Kako pa kaj se izogibate torej prekomerni uporabi tehnologije tu, da torej ohranimo neko ravnovesje med tem digitalnim, pa da tudi vemo, da ne promoviramo mogoče neke pretirane rabe prekomerne oziroma zdaj že govorimo o nekih ekstremih zasvojene rabe tehnologije. Ja, jaz nekako tudi zagovarjam to stališče, da če mi dijake opremimo z digitalnimi kompetencami, potem jih res lahko naredimo za kreativce, za ustvarjalce prihodnosti. Problem pa seveda nastane, če mi teh veščin ne damo otroku in potem uporabljamo tehnologijo za zabavo. In seveda, ker zabava daje neke vrste tudi zadoščenje in željo še naprej uporabljati tehnologijo, potem vemo, kam to pelje. Lahko pa tudi povem, da pri svojem delu uporabljam Discord,
namesto spletnih učilnic, kjer dijaki potem so z menoj v komunikaciji, dajem naloge in tako naprej. In tudi popoldan vidim, da igrajo igrice po 2-3 ure in potem naslednji dan se o tem pogovarjamo in nekako opozarjam, pa tudi staršem povem, ker starši večinoma ne vedo, koliko igranja igric je v ozadju, jaz pa to vidim. Mi v 5. razredu se pa tudi zelo, zelo veliko pogovarjamo o teh stvareh. Tako, res skoraj na dnevni bazi. In recimo tudi, ko smo imeli starši ta pogovor, so starši sami povedali, da je v bistvu tudi družina tista, ki vzgaja tega otroka, družina je tisto vzor, v družini se bo naučil, zdaj, koliko stvari lahko uporab, koliko časa je lahko na spletu, tudi starši smo vzor otrokom, predvsem to. Če bo starš ves čas na telefonu, bo tudi otrok najbrž to sprejemal kot nekaj normalnega. Ne? Ampak ja, jaz mislim, da se moramo z otroki čim več o tem pogovarjati. Torej je bilo že tudi omenjeno, da se torej staršem preda malo koliko časa so gor, če se to opazi, tudi neko sodelovanje. Kje še mogoče se vidi tu ena možnost, kako starše še bolj mogoče vključiti ali pa jim približati ta svet digitalizacije, no? Jaz mislim, da s tem, da včasih s tem, ko pokažeš mogoče, kaj počneš, ko deliš neko to idejo, neko dejavnost, ki si jo naredil, pa potem cilje. Lahko dam recimo konkreten primer, ko smo mi z učenci delali nek projekt, kjer so predstavljali države, so se res na vse pripravljali v šoli. V šoli so poiskali informacije o državi, po knjigah, po spletu, vse posod. Potem smo pa to v Canvi pripravili, to predstavitev, se pravi, vse je bilo narejeno v šoli. No, in ko so te moji otroci to potem poslali svojim staršem, njihove izdelke, so bili starši čisto navdušeni. Kaj so jih naučili, kaj so se otroci naučili, kaj so sposobni narediti v enem programu. In veliko staršev mi je takrat na roditeljskem sestanku povedalo, da so potem otroci njih doma naučili, kako se neka predstavitev naredi v Canvi. Lahko mogoče samo na hitro Canva, kako to zgleda za mogoče poslušalce. Canva je v bistvu, kako ne rečem, najljubša spletna stran učiteljev, po mojem. Zaradi tega, ker njej lahko res vse pripravljaš učne liste, urejaš fotografije, zdaj imaš že vgrajeno umetno inteligenco, lahko pripravljaš te predstavitve, pač res 1000 stvari. No? Tako da učenci moji jo že zelo dobro poznajo in uporabljajo. Kako bi pa rekla, da torej, veliko tega dela je torej tudi ena priprava, si znam predstavljati, torej na to, da smo ustrezno pripravljeni, da poznamo te zadeve, da znamo uporabljati Canvo, da znamo tudi učencem to predstaviti, pa da jim znamo pomagati, če se njim kje zatakne. Kako bi sama mogoče malo komentirala svojo pripravo na to, kako se malo pripravimo na to, da pa uporabljamo tehnologijo v poučevanju? Zagotovo prva lastnost, ki jo mora imeti učitelj, je, da je radoveden. Ja. In ta radovednost se mi zdi, da je ključnega pomena, da raziskuješ, navsezadnje, da spremljaš, kaj se dogaja okrog tebe, da nekako tudi vidiš v tem smislu, kaj se dogaja na področju tehnologije, medijev, filmov, karkoli. Prvič seveda, da si s tem nekako blizu dijakom, da razumeš njihov svet, hkrati pa, da poskušaš vse to komponirati v svoj del. Sej dela je ogromno in za vsako zadevo, ki jo recimo z Nino pripraviva, je ogromno dela, bodi si za video posnetek, animacije, slike, kljub temu, da danes umetna inteligenca pohitri. Ampak vedno odtehta ravno to, kar tudi dijaki na koncu nekako cenijo tvoje delo, učiteljevo delo, tudi starši. Res pa je, da mogoče, saj iz mojega vidika, še ne dohajam potrebo po 5-sekundnem video posnetku, pa dajem bistveno daljše posnetke, ampak potem nekako poskušam, da dajem neke namige noter, da potem ustrajajo do konca, da pogledajo, da imajo malo več koncentracije, kot pa samo 5 sekund. Ja, najlepša stvar učiteljskega poklica je to, ko res nekaj pripraviš in potem prideš v razred in se učenci tega res lotijo z vso vnemo in strastjo in vsem tem. In mislim, da je to najlepši trenutek našega poučevanja. Pa še hotela sem to reči, da je res fajn, ker si učitelji izmenjujemo stvari. Recimo, tudi daj pa Urošu vidim, to pa to je naredil, mogoče lahko pa jaz to malo tako obrnem ali pa obratno verjetno, ne. Tako da se malo drugega navdihujemo. Učitelji postanejo učenci.
To pa vsekakor, to smo ves čas. Jaz tudi veliko krat rečem, da ravno zato imam take drugačne inovativne projekte, da se tudi jaz igram, da svojega otroka negujem vse in to se mislim, da kar problema vidi in super je tudi, ker si veliko res izmenjava ideje, si piševa tudi v pozno noč in potem snujeva nove projekte, pa dejansko in drugega navdihuja, no, in to je super. In vesel sem, da na vsaki šoli je nekaj učiteljev, entuzijastov, ki jim je mar, da pač premikamo naprej. Še pa lahko rečem, pa mislim, da se bo tudi Nina strinjala, da potrebujemo pa tudi tradicionalne učitelje, ki učijo na star način, zato da mi damo otroku vso paleto, ker navsezadnje jaz mislim, da šola je država v malem. Torej radovednost in pa tudi neka mreža, sta v bistvu omenila to povezovanje med učitelji, učenje tudi dalje tega, da se ne ustalimo v svojih metodah, ampak da jih odkrivamo, torej, da gremo v koraku s časom tudi, kjer je to potrebno. Mogoče če gremo malo na širši pogled, kako bi mogoče, če imate kakšno idejo za izboljšanje pa izobraževanje učiteljev glede uporabe tehnologije v razredu? Jaz mislim, da je tega kar velik, da če učitelj se želi izobraževati, da tudi najde izobraževanja zase. Je pa včasih tako, včasih kaj slišiš, da je fajn, potem pa uporabiš veliko časa za to, pa ugotoviš, da mogoče pa ni tako fajn ali pa mogoče tvojim učencem ne sede toliko na kožo, ne. Ampak ne vem, res mislim, da tisti učitelj, ki želi nekaj novega znati, ki sledi tem stvarem, da tudi najde zelo veliko stvari. Saj na vse zadnje živimo v času, ko je vsak dan nekaj novega in če že danes čisto vse vem, kar obstaja, čez 5 minut mislim, da bom že v zadnji za časom. Torej bolj težava, da je virov preveč časih. Mogoče, ja. Jaz bi samo to dodal, da se strinjam z njima glede tečajnih izobraževanja in seminarjev za učitelje, bi pa mogoče moralo biti nekoliko več posluha, da bi šole tudi same izbrali tehnologijo, ki bi jo pridobili na šolo in potem uporabili pri pouku. Velikokrat so to že vnaprej pripravljeni paketi, kaj lahko zberemo. Seveda pa potem iz šole se nekako znajdemo, da se povežemo med seboj različne projekte, da potem lahko dijakom damo tehnologijo, ki je danes aktualna, ki je danes nova, ne pa zastarela. Torej, pravita, je dovolj podpore, dokler je tu neka radovednost in neka iniciativa, da tudi to sam poiščem v svetu. Mogoče gremo tudi malo na kakšna pa konkretna priporočila za učitelje, tudi za starše, ki pa si mogoče želijo, to je neka tam želja potem, da bi se ta tehnologija za poučevanje, za učenje implementirala, uporabila, pa mogoče kak nasvet, kako se tega, kje začeti? Za šole, če bi jaz svetovala, se mi zdi, da so res projekti tisti, ki te nekako brcajo, da potem migaš. Če si vključen v nek projekt, moraš potem tudi neke cilje imeti in to tudi potem delaš. Tako da šola vsekakor se mi zdi, da če je vključena v te projekte, bo tudi napredovala. To so tudi recimo razni Erasmus projekti in te stvari, ki šoli res veliko dajo. Tako da kar se šole tiče, sigurno to. Ne? Ja, pa mogoče, da najdejo neke vire, ki jih dejansko spremljajo, da pač vidijo, da se opremijo, pa ne vprašaj druge učitelje, sej ni sramotno, če nekaj ne znaš, bodi si kolega ali pa iz drugih šol. Sej dejansko se mi zdi, da ko se hodi na seminarje, na izobraževanje, srečaš tudi podobne ptiče in potem lahko skupaj letijo proti cilju. Mogoče se za starše kakšna stopna točka? Za starše pa tudi, če bi iskali kakšno posebno stvar, ki bi jo želeli za svojega otroka, vprašajo učitelje, pa se mi med sabo pogovorimo, pa poiščemo tisto, kar si oni želijo. Tako. Pa tudi na naši šoli imamo razne seminarje tudi za starše, bodi si o odvisnosti ali pa varni rabi interneta, potem tudi poslušamo, kaj dejansko potrebujejo starši, ker na vse zadnje vemo, da tehnologija gre naprej in težko je včasih slediti, tudi nam učiteljem. Mogoče tudi, če gremo malo še pogledati v prihodnost, kakšne spremembe, nadgradnje bi mogoče želela pa videti v prihodnosti glede uporabe tehnologije v izobraževanju?
Ja, lahko povem, da jaz nekako vidim umetno inteligenco in vso to tehnologijo, da v resnici res dodatno podkrepimo personalizacijo učenja, da tehnologijo res uporabimo in upoštevamo, da imamo različne učne stile, da imajo dijaki različne predpozicije pomnjenja in usvajanja znanja in potem na tak način bi lahko res obogatili in vsakem prisluhnili. Res je, da če imamo velik razred, težko učitelj vsemu zadosti, če pa imamo nek nabor in orodij in gradiv, pa se mi zdi, da res lahko izboljšamo samo izobraževanje. Daleč od tega, da bi rekel, da nimamo dobrega izobraževanja, imamo zelo dobro. Tudi ko beremo o Skandinaviji in tako naprej, lahko konkuriramo. Res pa je, da imamo še kar precej manevrskega prostora ravno pri tem, da bi se prilagodili posamezniku. Ja, zdaj ještě malo za sebe, razmislim, moj naslednji korak bi bil recimo programiranje, kodiranje, to se želim sama zdaj naučiti, tukaj nisem še tukaj vešča in tudi za otroke se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi vedeli, kaj je vzadje za tehnologijo, kaj je tisto, kar je v bistvu sploh poganja, kako nek ukaz deluje, zakaj to sploh deluje, mogoče v to smer, da bi bili še malo bolj izobraženi, pa da res kritično pristopijo do tega, da vedo, da ti bo tehnologija lahko pomagala, če bomo mi tisti ta pametni uporabniki. Tako. Torej, da je tudi to orodje in na koncu je tudi tam zadaj en učenec, učenka, ki te stvari uporabi, torej zase, za dobro in za učenje. Na tej točki mogoče še kakšne zaključne misli z vajine strani s poslušalcem, učencem svojim? Mogoče, ne vem, to mi je zdaj lepadlo na pamet, Ko sem jaz prvi z učenci igrala Minecraft. Minecraft je včasih ti kdo reče, joj, pa se to sam igra, nekaj zabijanje časa. Ampak v resnici je Minecraft lahko veliko več kot to. Učenci se lahko učijo programiranja, učijo se sodelovanja, ustvarjajo in vse te stvari. Ampak ko sem se prvič lotila z njimi to delati, jaz nisem veliko vedela o tem, samo moja dva nečaka sta me mičken poučila. Ampak so me potem učenci vodili in sem se jaz v bistvu z njimi to naučila uporabljati. In včasih imamo učitelji en tak strah pred tem, kako bomo to uporabili, pa če kje ne bo delal, pa kaj se bo potem zgodilo. Ja, ne bo se podaril svet. Pač bomo tisto uro mal zimprovizirali, mal bomo drugače naredili, ampak na koncu bomo pa vsi skupaj nekaj naučili in naslednjič bo šel že lažji v to. Ja, pa mogoče bi še to dodal, da kljub temu, da sem učitelj računalništva, da spodbujam krepitev digitalnih kompetenc, da pa ne smemo pozabiti tudi na naše tradicionalno znanje, da tudi to manjka v šolstvu v smislu, da bi se učenci nazaj učili kačkanja, štrikanja in teh rokodelskih spretnosti za našo kulturo, pa mogoče neka misel, ki jo kar pogosto citiram, ko predavam, da je cilj civilizacije ne sme biti napredek strojev, ampak vedno človeštva. Super misel. Zdi se mi to bi mogoče ravno to izpostavil, ta en strah, veliko krat je mogoče ta tehnologija, še posebej, če sami nismo vešči tega, če sami ne poznamo tega, je lahko ta kot en odpor do tega in posledično ta strah do tega se ne gremo v te vode in posledično čas teče dalje, tehnologija se vedno bolj implementira v naše življenja in smo tu lahko potem malo zadaj oziroma bolj analogni. Kar je seveda kot je bilo rečeno, vedno je uravnoteženost pomembna. Ja, sej, mogoče, če lahko sam še to dodam, da včasih res si predstavljajo, kadar to rečeš, da je samo tehnologija, zdaj pa samo s tehnologijo delajo, samo v tablice gledajo, samo v ekrane, to ni res, to je samo par procentov tistega časa, kar delaš. Pri pouku delaš še 100 drugih stvari. Učitelji še vedno, seveda, jaz vsak dan učence peljem ven, če je le možno, veliko se igramo, veliko delamo tako, ampak tehnologija je pa en delček, ki pa tudi naredi en tak čudež v razredu. Bonus. Tako. Ja, če je pravilno, seveda, implementirana. Jaz bi se vam na tej točki iskreno zahvalil. Hvala za pogovor. Hvala poslušalkam, ker ste poslušali naš podcast Digitrajno izobraževanje. Vsebino podcasta omogoča Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje s pomočjo sredstev mehanizma načrta za okrevanje in odpornost in Next Generation EU. Ne pozabite, da je znanje moč, zato ga pa skupaj z nami množite in delite. Ostanite digitrajni in se slišimo v naslednji epizodi. Nasvidenje.